Ok, smo že v drugi neločni oddaji, še preden začnemo z drugo našo gostjo, še enkrat povabilo za tistega prvega, ki nas bo poklical ali pa v bistvu poslal sporočilo in seveda tudi vprašanje za našo gostjo, dobi pico iz pizzerije Via Vaja, današnjega sponzorja. Ok, Stela, lepo pozdravljena. Dober dan, dober večer. Videli smo že prvi spot, še pred spotom, pa tako kot pred Denisom vprašanje, kako si ti preživela poletje? Kaj si počela? Super, vse. Pela sem, plesala sem, potovala sem, na en festival sem šla, na morje sem šla, enkrat s kolegicami, še glih zale prejšnji teden. Si bila kje v tujini? Ja, v Makedoniji. V Makedoniji, a res? Ja, festival je bil v Makedoniji, v bistvu sem dobila prvo nagrado tam. A res? No, super. No pa mogoče za začetek malo tem, ne? Kje se je to odvijalo, za kakšno tekmovanje se je šlo, kaj si pela? Pevsko tekmovanje je bilo, pevski festival. Bilo je v Strugi, blizu Ohrida. Tudi za nagrade so imeli one take zapestnice iz tistih njihovih biserov, ko tam v jezeru iščejo tiste bisere in imajo potem take zlatarne posebej samo za nakit iz teh biserov. Pol ful novih prijatelj sem spoznala, ena je bila Slovenije, ostale so bile pa načeloma tak Srbija ali pa Makedonija ali pa kaj. In potem ona, ta druga Slovenka, je znala hrvašk, srbsk, jaz pa ne. Ampak sem nekako malo namutila, pa je šlo, ali bo ona prevajala ali pa nekaj. Jaz razumem, ko mi nekdo hrvaško govori, ne znam pa odgovoriti po hrvaško nazaj. Tako da letos sem si izbrala hrvaščino za izbirni predmet. Makedonsko pa verjetno sploh ne znaš, ne? Ne, makedonsko tudi ne. Ti si pa že drugi svet, ne? Ti te razumeš, ne? Rekla si, da si zmagala na festivalu, ne? Presenečena? Pa, ja, mislim, presenečena, počaščena, bi rekla. Ker ne morem biti čist presenečena, ker pač sem tako, potrudila sem se in sem bila tako, jaz to zmorem, jaz imam to. Ampak pač, mislim, najboljše je iti tja v bistvu brez pričakovanj, ker nikoli ne veš, kakšni bo rezultat. Pač, prvo kot prvo se mi zdi, da umetnost je nasploh subjektivna, se pravi, mogoče druga žirija ne bi enako ocenila, mogoče pri drugi žiriji pa jaz ne bi zmagala, pa bi nekdo drug zmagal. Drugič pa bolj se iti tja zabavati, ko pa sekirati kulka bom po vrsti. In sem pač uživala v zaodrju, uživala sem na odru. Pela sem Never Enough, pa Don't Rain on My Parade. Aha, to so tuji komadi, ne? Ja, to so vse musical komadi. Aha, nisi imela svojih avtorskih pet, je bilo prepovedano? Lahko bi jih, ampak ja, ne vem, svoje komade pojem na svojih koncertih, ne? Pol pa, ne vem, na takih festivalih ponavadi ful užgejo tiste pesmi, ko so tak ful tak pompozne. Za stilom, ne? Ja. Je še bil tak znan glasbenik prisotn na tem festivalu? V bistvu, koliko je bilo sploh udeležba? Ja, pa je bilo kar nekaj ljudi, pač iz različnih držav. Pač ne vem, kaj se kvalificira kot znan glasbenik, glih Ariana Grande ni bila tam, no. Aha, ja. Ni imela časa, ne? Ne. Mogoče pride naslednje leto. Iz Slovenije si bila pa edina ti predstavnica, ali še bil kdo? Dve smo bile. Aha, kdo pa ta druga? Tjaša Jakub. Aha, žal ne poznam. Ok, dajma, preden gremo na kviz, ki ga že težko čakaš, dajma, kako reči, do tem kriptonitu, ne? Spot smo že videli, ne? Kriptonit. Ja, to je pa... Maja si ga izdala, ne? Ja, za rojsten dan si ga izdala. Aha, za rojsten dan. Mogoče čisto na kratko, kaj nam sporoča, odzivi, komentarji? Kriptonit je v bistvu pač iz Supermana, ne? In ker je kriptonit Supermanova šibka točka, sem jaz vzela kriptonit kot neko prispodobo, ampak pa predstavlja tukaj šibko točko v neki zvezi. Spravi, ko sta dva in, ne vem, en mu ful všeč, drug pa drugmu ne tak fejst. In potem niso izenačena čustva in potem je pač ta kriptonit, ta šibka točka, ki se počutiš taka. Jaz pa nisem 100% v tej zvezi in zdaj se jaz počutim kot, mislim, Aha. Ja. Kot avtobiografski to? Ne vem. Mogoče. Ok, odzivi? Odzivi so bili super, ja, odzivi so bili cool. Pač jaz sem vedno vesela, kadar, ne vem, kdo napiše lep komentar, kadar mi kera prijateljica reče, da je bilo ful super.
Enkrat sem dobila, ni bilo za ta komad, ampak tisti, ki je igral ženina v tem komadu, je moj sosed v bistvu. In mi je pokazal, ko smo snemali vmes, da je žena od njegovega šefa, od enega njegovega znanca, mislim, da je prišla njemu nekaj zaigrati na kitaro, ko je bil v bolnici in je zaigrala eno mojo pesem, ker ima ful rad moje pesmi. In sem bila samo tako, to mi je tako lepo, da pač, ne vem, nekoga razveseli, ko je pač, ne vem, v slabem fizičnem stanju, v slabem psihičnem stanju konca razvedrilo in da je moja pesem razvedrilo. Ali pa nasploh, tudi če imaš sam slab dan, pa je moja pesem ti razvedrilo, pa mi to napišeš, jaz bom ful vesela. Pač, to. Zato je muska, da te dvigne. Dan, čeprav da sploh zraven ni bilo. Ja, a ne, zato je muska, zato je muska. Cool. Gremo na glasbeni kviz, si v pričakovanju in sicer Rolling Stonesi so tvoji, Denis ti je Tino pobral. Bomo pa to, zdaj 2 točke je zbral, zdaj če izbereš 3 si ga premagala in si zmagovalka današnje oddaje. Prvo, čist lahko vprašanje, čist. Kdaj je skupina Rolling Stones začela z ustvarjanjem, kjer leta? 1900, ti lahko pomagam. Ne, 1700, ne. 1731, res ne vem. No pa reč nekaj, se zgubiti nimaš kaj. 1900? Ja, si že blizu. 71. Ja, malo prej, ne? 1960, 62 ali 65, ja, ti so že kar star band, ja. 1962. Res? Ne vem. Točka. Yes! Evo, eno že mama, ne? Ok, ta je zdaj zelo zanimiva, ne? Je okrogla številka, lahko ti povem, koliko pesmi so izdala skupina Rolling Stones. Je pa okrogla številka in ni majhna, ne? 3000. Kaj? Ne, mislim... 130. 130 ni pravilno odgovor, ne? Je pa 300, 350 ali 400. A res? Ja. O, legende! Ja, veliko so jih. Saj ste rekel, da so jih kar dost, ne? Jaz nimam občutka, kaj je to veliko. Jaz pa številke, same številke so za odgovori. Ja, če gledaš 62 do danes, ne? Ja, sam res. Ja, 50 let, ne? 400. 400? Imamo 2 točki. Evo, zdaj bi sem še eno, ne? Ok, zdaj pa za konc tako malo lažje, ne? Koliko let ima član skupine frontman Mick Jagger? Evo. Pa same številke. Ja, tak je to. Koliko let? Če so 61 začeli špivati, se pa odvisno, koliko so bili stari, ko so začeli špivati? Ja. Ok, če bi se Ni mlad? 61 če bi se 61 rodil, ne, bi bil potem danes star 60. Ampak so verjetno bliže, rečemo, da so bili 20 let stari. Jaz rečem okoli 80, prek 80. Ne moram reči, to moraš reči točno. Moram reči natančno številko. 79. Več? Ni prav. Ni prav. Bila si pa zelo, zelo blizu. Tole je kalkuliranje, ne? 76, 77 ali 78. Bila si zelo blizu. 78. Bravo. Evo, 3 točke. Tako da, Denisa si premagala in trenutno si vodilna v oddaji, ne? Se pravi, to 3 točke so že kar velik, ne? Bila si pa zelo blizu, ne? Jaz sem vse ugibala. Vse si ugibala, ampak to se splača, ne? Dobro si preračunala, ne? Ok, čestitam, ne? Hvala. Zdaj, drugi spot, ki ga bomo danes si pol tudi pogledali, pa je Daljnogled. Zelo zanimiv naslov, ne? Ima kako povezavo s pesmijo ali je to... Ja, tak je naslov pesmi, se tu besedilo noter. Daljnogled je v bistvu, pa to je tudi prispodoba, recimo. Jaz imam zelo rada prispodobe, metafore, to je tudi. Ja. In v bistvu, ko nekaj gledaš od daleč, zato je daljnogled, in se ne upaš temu približati, kot so recimo neke sanje. Ampak ti ne veš, pač, mislim, za sanje, bi rekla sanje, za neko željo, za neko svojo življenjsko pot, po kateri hočeš iti, je pogosto treba riskirati. In včasih imaš eno odločitev, ki je bolj za ziher, ki je bolj tak, ok,
tole je, ne vem, tole lahko jaz naredim in bo zagotovo v redu. Lahko je pa ena druga odločitev, ki tak, tole pa lahko jaz naredim, lahko mi pa kaj spodleti, pol pa, ne vem, nimam plana B, recimo, ne. In je to veliko bolj strašno in to je ta daljnogled. Ko gledaš, pa si tak, jaz bi pa šel potovati na tistole zvezdico tamle, sam nimam rakete, sam bi jo pa imel. Pol je pa na tebi, a greš zgraditi raketo, ali gledaš naprej, ne? Kaj bi ti naredila? Zgradil raketo. Zgradila bi jo. Aha, in spotom si hodila v bistvu to pač povedati, ne? Ja, tudi v spotu so pa v bistvu potem ti divji konji. Drugače je ta pesem napisana za mojo prijateljico Jozefino, drugače je tudi prijateljica od Denisa, ki je bil prej. Ne si jo posvetila? Ja, ne sem jo posvetila. Kaj te je pa na to pripeljalo, da si jo pač ne posvetila? Ja, za njo sem jo napisala v bistvu. Midve sva se pogovarjala in je ona rekla, zakaj vam meni noben pesmi napiše? Veš, koliko na svetu se je sama ponudila v bistvu, ne? Ja, ona je rekla, pač veš, koliko pesmi je na svetu, zakaj pa meni napisal pesmi, ne? Ti jo bom pa jaz. In potem smo se res začeli nekaj pogovarjati, nekaj v smislu to, ko sem prej govorila, sanje, trala, obsesaja, življenjske poti. In jaz sem tisto noč napisala pesem potem. Smo se pošiljali neke videe, pa posnetke potem sred noči, pa smo jokali skupaj, tak, in vse. In ona je tudi v videospotu. Ona je pa drugače jahačica in zato je tudi v videospotu s konji. Se mi pa zdijo ti konji tudi v bistvu tak fajna prispodoba, ker so na pol divji kraški konji. Tam je eno ogromno kraško površje in je sicer ograja okoli, ampak ko ti tam stojiš, pa tam loviš tiste konje, tak videospot je bilo zanimivo snemati, ker pač nismo ga mi režirali, ampak so ga konji režirali, ker pač so šli po svoje. Ja, ker so nekako udomačeni, se pravi, bila sta tam dva lastnika, ampak niso čisto, so samo svoji in grejo na svoje poti in potem jih je treba nekako privesti skupaj in potem, ja, ampak Jozefina je znala veliko bolje s konji kot jaz sem sam stala zraven in sem malo pela in sem malo božala tistega konja. Nisi šla gor malo preizkusiti zadeve? Pa sem šla, samo tisti kadri niso v redu izpadali, tako da tistih kadrov ni noter. Te ni bilo nič strah? Ne, vse sem že jahala kdaj konja. A ja, si že? Brez sedla še, ne? Ampak ja, pač je bilo ful fajn. Vse sem imam rada živali, tako da meni res ni bil problem. Ampak ja, tisti kadri so bili drugi kadri boljši, pa Jozefina je bolj naravno izgledala, ker je bila na konju gor, ker ona pač se s tem ukvarja. Jaz sem bila pa sam tak, pa sem pa malo se naprej prevalila in pa sem takle gor na konju. Aha, ti se res ni bilo. Mogoče tisti, veš, po spotu, ko je tiste trenutke, ne, ko se tisti bila nekje pokazala, izseki, ne. Nisem dokončala misli, ko so bili ti na pol divji konji, ne, se pravi, je to prispodoba, ker lahko tečejo, lahko grejo, lahko sanjajo, kjerkoli, ampak še vse njih na koncu nekje čaka ograja, ne. Se pravi, ko prideš ti do tiste ograje, ali jo prestopiš, ali ostaneš zadaj. Za konje verjetno niso, ne? Ja, verjetno imajo elektriko noter, ne, tako da. Odzivi? Odzivi, super, pač res ful Boljši kot pri kriptonitu ali... Ja, ne vem, jaz načeloma ne spod bi rekla, primerjam. da se je bolj prijel. Ja, daljnogled je tudi manj časa zunaj, tako Ja, da tudi res, ja. res ne bi vedela. Ampak se mi zdi pa, da sem dobila res ful veliko zelo lepih odzivov na daljnogled. Pa tudi še prej je prišla pesem, v bistvu pesem je prišla že prej ven, je bila že na albumu in še prej je sploh videospot prišel ven, so mi nekatere prijateljice že govorile, kak je pa daljnogled lepa pesem, joj, to je pa moja najljubša pesem. Tako, jaz se pa tako zjokam v tej pesmi, sem tako, tako da to je bila res ena izmed tak in mojih in nasplošno v mojih krogih najljubših pesmi na mojem albumu in se mi zdi, da je temu primerno tudi bil spot sprejet in sem bila zelo vesela. Letos še lahko pričakujemo kaj, kakšen material, kakšen spot, pesem? Še imaš kaj? Letos, A je to? Letos ne ziher, ampak zagotovo na začetku naslednjega leta. Aha, se pravi, sama? Sama ali pa z nekom. Ali pa z nekom. Nisem te še prej vprašal med tem koronskim časom, ko ni bilo nastopov, kako si se ti počutila, recimo, ujeta v to nedelo? Ja, ne vem, jaz sem se sam vrgla v studio pa v pisanje pesmi, ne, da sem tako nekako, kako bi rekla, polnila čas. Ja, mislim, je drugače, ko igraš sam za sebe, pa ko igraš, pa vidiš ljudi
pred sabo, ker ta energija gre levo, desno, gor, dol, to si jo izmenjaš. Ne? In Si tega imela ne kak moreš- online koncert? Online koncert? Nisem imela, a sem imela online koncert? Ne, imela sem en Zoom party, sem mu Aha, Zoom rekla. party. In sem naredila Zoom link in sem v svoji sobi igrala ukulele in ene par ljudi je prišlo poslušati. Aha, no ja. Tako da ja, tisto je bilo zabavno. Sem bila pa Denisov koncert sem gledala. Pa od buržoazije sem gledala, so imeli online koncert. Je več glasbenikov se odloči, ki prej Ja. tudi nikoli niso se to šli, ne? Ja, ja. Ampak situacija je taka, da pač a si imel, ker pa nisi imel nič, ne? Ja. Ne? Zdaj videl sem, da si tudi imela nastop v Šentjurju, ne? Ali še bo? Ja. Ja, Kako je bilo? To je bil live koncert, ne? Ja, super je bilo, ful je bilo fajn. Ful je prišlo mojih prijateljev, eni so prišli, ko jih nisem poznala in sem bila samo tako, ljudje so dejansko prišli na moj koncert. Jej. Kje ste pa imeli to od zunaj? Zunija na Ipavčevem vrtu. Aha. Ja, to je dovoljeno, ne? Za enkrat, Tako ne? je. Še kakšen koncert letos? Nekaj še imaš, verjetno, ne? Ja, zdaj glih, to soboto, 11. september, bom na festivalu Kanela. Kje je to? V Portorožu. Aha, v Portorožu? Ja, To je Portorož. tudi vrt, ne? Je gostilna. Ne poznam, nič še čul za Kanelo. Ja. Bom videla, ko pridem. Aha, ne veš. Ok, Portorož še rečemo, ne? Portorož? Ok, še kje? Še kje? Zdaj še za naprej. Ne vem. Mislim, da zdaj trenutno še nimam nič zabetoniranega, razen tega. To je za ziher. To je te zazike. Ok, pa Ta za naprej, ziher. ne? Ja. Verjetno boš vse sproti obveščala na svojem Facebook profilu, Ja. Instagram profilu, ne vem, Ja. kaj vse še imaš, ne? S tem LLA podčrtaj spela. Aha, tako. Super. Evo, hvala, da si bila letošnja prva ženska gosta v studiu. Ne? Hvala za povabilo, super je bilo. Zdaj pa, mogoče, zdaj smo govorili o spotu, zdaj ga bomo šla še pogledati, ne? Mogoče besedice ali dve za naše gledalce in gledalke, potem pa gremo kar na spot. Hvala, da si prišla. Najlepša hvala. Ali tudi vi kdaj sanjajte skozi svoj daljnogled? Jezik se mi petlja. Ni važno. Uživajte v spotu.